Predsednik vlade ne želi pred slovensko javnostjo povedati, kako je deloval, da ne bi oškodoval slovenski davkoplačevalcev. Zato se ja trdim z vso resnostjo, da predsednik vlade na tej točki ne deluje skladno za prisego, ki jo je podal pred državnim zborom, da bo po svojih najboljših močeh varoval ustavni red Republike Slovenije. Ampak se je šel mini poskus berlusconizacije Slovenije, zato da bi s prodajo Mercatorja prevzel časopise. Najprej časopis Delo in kasneje še kaj. Zato seveda je teza, da se predsednik vlade minuto pred eno upraviči, da je zadržan za lase privlečen. Popolnoma za lase privlečena teza. In tukaj gre za temeljno vprašanje, ali predsednik vlade kot predsednik izvršne oblasti sploh razume svojo vlogo v slovenskem pravnem redu. V zakonodajno telo noče priti, pravi, da s tem nič ni imel, očitno pa sklicuje tajne sestanke. To je obramboslovska filozofija. Obramboslovska filozofija zato, ker seveda pač je potrebno očitno deliti in vladati, kakor si je pač on zamislil to svojo izvršno oblast. Problem ni to, da predsednik vlade pravi, da je napaka. Lepo, da je priznal, da je bila napaka. Problem je, da predsednik vlade, Janez Ivan Janša, noče prevzeti odgovornost. In pogledajte, kaj se zdaj dogaja. Nekaj dni nazaj imamo netransparentno, negospodarno prodajo Mercatorja. Pardon, NKBM. Na enak način kot Mercator. Vmes smo imeli še marsikaj drugega. In kaj pravi gospod Andrej Bajuk? Pravi, prevzemam, da bila je napaka. Včeraj je iz žepov davkoplačevalcev v žepe nekaterih odletelo 11 milijonov evrov. Lahko zadržiš zadevo, danes se to nadaljuje, zato seveda ocenjujem poslanke in poslanci, da je bilo najprej prav, da smo 3 poslanske skupine poleti po izdaji revizijske poročila o pravilnosti smotrnosti poslovanja Soda in Kada zahtevali sejo in da seveda danes tudi v tej zvezi sprejmemo ustrezne sklepe. Te sklepe smo jih dobili, bomo verjetno nadaljevanje govorili, ampak potrebno velja potrditi, da na Komisiji za nadzor javnih financ nismo mogli ovreči suma velikega oškodovanja državnega premoženja, zato je prav, da seveda pristojni organi ukrepajo. In prav je, da seveda vladi naročimo, da če že ne želijo ukrepati pri sebi, morajo tisti, ki so sicer po naročilu Janeza Janše nekaj naredili, za to tudi odgovarjati. To se počne tako, da se jih zamenja. Gospod Stoprak, gospod Zopančič, gospod Pogačnik, gospod Podbečan, pa se ne upajo priti v državni zbor, ker jim očitno predsednik vlade ne dovoli, da bi prišli v državni zbor se braniti, kako so oni izvrševali njegove ukaze. Temu se reče piramidna struktura, ker na vrhu sedi predsednik vlade, vzpodaj pa vsi in potem, ko seveda se odkrijejo napake, nikogar več ni. Zato je predsednik prav, da danes sicer nadaljujemo in upravimo razpravo o tem poročilu. Poročilo je jasno, napaka je bila priznana in se vprašamo, kako dalje. Samo še zadnja misel. 2 leti se je vlada Republike Slovenije branila s tako imenovanim mnenjem Evropske komisije, da je vse v redu. Ampak Evropska komisija je rekla, na podlagi informacij, ki smo jih mi dobili od vlade Republike Slovenije, ni bilo skritih dejanj. Predsednik Janez Ivan Janša naj bi čez nekaj tednov bil predsedujoči Evropske unije. Jaz si ne predstavljam, kaj mu bodo rekli njegovi kolegi, ker je stališče Evropske komisije temeljilo na podatkih, ki jih je on jim dal, da ni bilo povezanega delovanja. On je pa sam v intervjuju povedal, ja, res je, pogovorili smo se, dogovorili smo se za prodajo, torej je bilo povezano delovanje,
Torej je vso zavajanje slovenske javnosti z uporabo mnenja Evropske komisije navadna zloraba evropskih institucij. In to se bodočemu predsedujočemu Evropske unije ne spodobi. Zato seveda je odmev, ki mora iti iz današnje seje Komisije za nadzor javnih financ najmanj dvojen. Potrebno je za nazaj pogledati in se vprašati, kako odpraviti posledice približno 200 milijonov evrov oškodovanja državnega premoženja in drugi seveda slovenski javnosti še enkrat povedati, da imamo nesposobnega predsednika vlade, ki zavaja domačo in evropsko javnost in se ne upa priti v državni zbor. Hvala lepa.